Lepo pozdravljeni, ljubitelice in ljubitelji smučarskih skokov v najnem tretjem podcastu Skokcast. Lep pozdrav, še z moje strani. Ja, midva bova danes pokomentirala zaključek novoletne turneje. V zadnjem videu sva se ustavila na Garmišu po polovici turneje, zdaj se je turneja seveda končala. Tako. In pa pokomentirala bova malo tudi današnjo ekipno tekmo, ki je bila tudi v Bischofshofen, tako kot zadnja tekma turneje. Ja, v bistvu bova komentirala iz Bischofshofna tekmo, pa pol še iz Bischofshofna, pa iz Bischofshofna in še ekipno tekmo iz Bischofshofna. Tako. In če začnemo, najprej gremo, če se lotimo kronološko, gremo prvo tekmo v Bischofshofnu, ker mislim, da je bil Kobayashi. Kobayashijeva tretja zmaga na turneji, takrat smo se spraševali, ali mu lahko še drugič, kot prvemu v zgodovini še drugič uspe zmagati na vseh štirih tekmah, vseh štirih skakalnicah, potem se je kmalu izkazalo, da tako in tako ne bi zmagal na vseh štirih prizoriščih, ker je izpadel. Ja, in bilo pač nek ne-fair poker zmag, recimo, kako se reče, Neregularno. Neregularno, to besedo sem izpajal. Ja, se pravi, na tretji tekmi je bil ponovno dominanten, dokazal, da je najboljši skakalec te zime. Potem na četrti tekmi se mu pa je malo vseeno zalomilo. Zalomilo, mož je pod pritiskom. Ja, videlo se je, da pod pritiskom zamočil, pa bil peti še vedno. Je to kar strašljivo za konkurenco, ja. Ja, res. Zdaj mogoče, da je dokazal, da je tudi on samo človek, ne? Ja, na tretji tekmi je bil zelo zanesljiv, na četrti se je pa malo videlo, da je pritisk, ne? Je pritisk, kot rekad zmagaš, pa loviš četrto zmago. Že drugič, ne? To je, ja, zanimivo. Potem kaj pa konkurenca, jaz sem v bistvu osebno več pričakoval od Geigerja, vedno je malo razočaral, ampak ja, potem pa tudi Lindvik je skakal v redu, ampak tudi na tretji tekmi pa pod pritiskom malo Lindvika, ne? Ja. Oziroma na prvi tekmi Bischofshofen, na tretji skupno. Ja, zdaj Lindvik je bil sicer potem skupno drugi v turneji, s čimer je verjetno zadovoljen, glede na potek sezone do turneje. Granerud je bil tretji, Geiger, kot si omenil, šele četrti, Eisenbichler peti, se pravi Nemci so spet, bi rekel, največji osmoljenci, poraženci te turneje. Lesene medalje, lesene stopničke. Spet so imeli dva močna aduta za zmago na turneji, pa spet ni šlo. 20. obletnica brez zmage nemške, tudi ni šla po njihovih načrtih. Očitno res ni preprosto biti Nemec na novoletni skakalni turneji. Tudi Avstrijci, če se dotaknemo, ni bilo praktično nobenega med najboljšimi. Ja, sicer Huber dan, do tega še prideva, ampak Daniel Huber je pa prišel vse do posamične zmage za Avstrijo. Prvo v karieri na novoletni turneji, verjetno ni slab dosežek. Ni zmaga na novoletni turneji. Povprečen dosežek. Ja, zdaj moramo se dotakniti tudi naših, kar žal nam je bilo vsem Lovra Kosa. V zadnji oddaji sva govorila, da je veliko presenečenje. Da je veliko presenečenje, da je bil na tretjem mestu. In da dejansko, če ne bi bilo tistega paca na prvi tekmi v Bischofshofnu, bi bil lahko na stopničkah. Ja, pač po mojem bi tudi kar, v bistvu, bi lahko kar živce načel v Lindviku in Kobayashiju, če ne bi padel in pač skakal toliko naprej. Mislim, da je velik pritisk naredil na prva favorita. Ker ja, tudi v bistvu se je potem poznalo naprej v njegovih skokih, ni se več upal v telemark. Skratka, ta padec ni bil samo en skok, ampak je... Mislim, da na naslednji tekmi je šel 144 metrov, potem na drugi tekmi, na četrti tekmi je šel v drugi seriji 144 metrov, kar je sam rekord meter manj rekorda. Samo brez zaskoka, ne? Ja, pa se je težko. Kar je pa težko pri taki daljavi, tudi če nimaš v glavi paca, ne? Tako da ja, skupno je bil potem sedmi, ne? Kar je še zmeraj vrhunska odločitev za nekoga, ki ni bil med favoriti, to ne je niti slučajno. Ostali naši 16. Lanišek, 20. Peter Prevc, Cene bi bil tu nekje, pa je šel predčasno domov. Cene bi verjetno imel vseh 8 skokov, če bi ostal, če ne bi šel, bi pač bil med 15, sigurno, ne. Kako bi ocenil potem mogoče turnejo strani naših? Ne, v bistvu rahlo podpovprečno bi ocenil, če moram reči. Preveč napak se, vse posamezni skoki so bili na nivoju od vseh, vsi te štirje,
ko so bili najboljši naši, so imeli posamezne skoke, so bili konkurenčni najboljši. Ampak očitno ne znajo še dveh dobrih skokov skupaj sestaviti. Če jim uspe dva dobra skoka na tekmi, narediti so zraven, so bili stopnička. Ja, se pravi, dokazujejo, da so lahko konkurenčni, ampak konstantnost pa manjka. Ne? Ja, tako manjka konstantnost, nekaj zabranost mogoče. Ampak ocenil bi Lovro, bi dal 4, po osnovnošolskih ocenah, vsem ostalim pa med 2 do 3. Ja, to je sicer kar strogo, ampak verjetno pravično. Čeprav, glede na to, da je bila pri kosu smola, bi imel dal 5, vse. Ostalim pa največ 3. 4 plus za kosa, 4 kos. Še na predstavitev naredno za 5. Ja, tako. Ja, se pravi, na koncu smo rekli japonska zmaga, 2 Norvežana na stopničkah. V končni fazi ta vrstni red ni glih presenetljiv. Ni presenetljiv sploh, Granerud in Lindvik res... Sta bila v širšem krogu govoritev že prej, ne? Ja. Drugače, prej smo omenila prejšnji video, da Granerud Lindvik na prejšnjem turneji zaradi bolezni spustil zadnjo tekmo. Zdaj sem zvedel, kaj je bilo, imel je zobobol, zaradi zobobola je spustil. No, ko si že pri tem, pri dolgovih od zadnjič obljubila, sva tudi, da bova preverila število stopničk Sara Takanaši, je dejansko prehitela Jane Ahonena. Jane Ahonena. Zdaj ima Japonka 110 stopničk, Ahonen pa ima 108. Upokojeni Finec pa 108, ja. Tako da za 2 uvrstitvi na stopničke ga je že prehitela. Takanaši lahko še kaj doda, seštevko v stopničkah. Zagotovo in verjetno že letos tudi bo. Ko smo že pri teh skakalnih upokojencih, ti si nekaj prebral? Slišal sem, da bo legendarni Kasai nastopil na olimpijskih igrah. Že 9. Že 9, ampak bo nastopil kot strokovni komentator. Prvič v drugi vlogi. Prvič kot debitant Kasai, prerostnik 49. Tako. To je zanimivost. Ja. Zdaj, mogoče, če se še malo vrnemo k turneji, kako se vrnemo v Bischofshofen. Ja, smo rekli v Bischofshovenski turneji. Kako se ti zdi ta odločitev, da so potem tekmo v Innsbrucku, ki je odpadla zaradi premočnega vetra, da so jo preselili v Bischofshofen, je bilo mogoče bolje, meni se bi zdela boljša rešitev en dan počakati še v Innsbrucku, pa tam izpeljati. Ja, tudi meni bi se zdela boljša rešitev, ampak mislim, da je bilo po urniku že naslednji dan tako kvalifikacijo v Bischofshofenu. Po Innsbrucku tekmi si bil plan kvalifikacijo v Bischofshofenu za zadnjo tekmo na vletnem turneje. Mislim, da so zaradi tega se premaknili direktno tja. Sicer bi bilo res bolj smiselno počakati v Innsbrucku še en dan, ampak očitno je bil urnik prenatrpan. To se ga ni dalo spreminjati. Smo dobili 4 tekme v 5 dneh. No, se ravno zato, ker v bistvu vedelo se je že prej, da bodo v Bischofshofen ostali še za 2 tekmi. Kar se dogaja prvič, če se ne spomnim, da takoj po turneji na istem prizorišču še 2 redni tekmi. To se je prvi zgodilo. In iskreno meni ni bilo še, že jaz sem imel v reklame tega Bischofshofena, kaj se je dogajalo še s skakalcem Meis, bomo tudi oni so bili vsega siti. Se mislim, da je Kraft tudi rekel v enem intervjuju, da če bi povedal to, kar si res mislil v tolikih skokih na Bischofshofenu, da bi bil tisti predsednik panožne zveze, za skoke v Avstriji hud na njega in ni dokončal misli. Ja, vsega tudi ni bilo na ekipni tekmi danes. Ja. Se čujem mogoče, zakaj je? Jaz sem ga tudi pogrešal, pa komentator ni povedal, se ne spomnim. Očitno, res pregledajmo tega, pa to očitno ga niso rabili. Ja, očitno ga niso rabili, to so zmagali. Ali bi mogoče bil peti, najboljši še člen v ekipi. V ekipi so samo 4 tekmovalcev, ki bi tekli. Avstrijci so trenutno zelo močni. Ne te preseneča, da so Avstrijci ekipno tako močni? V bistvu, to njihova že druga zmaga letos, so to zmagali na prvi tekmi ekipni, ne? So zmagali tudi v Visli? Ja, tako v Visli je bila prva tekma. Ja, obe tekmi so dobili. V bistvu me ne preseneča, ker so v bistvu nihče ni tak, da bi preskakoval tako kot Bajaši, so pa vsi 4 konstantni. Kaže dobre skoke, v bistvu me ne preseneča. Ekipa tekmo zmaga tiste ekipo, ko naredi najmanj napaka. In očitno Avstrijci je najmanj napak v seštevku. Čeprav tudi razlike so bile danes zelo majhne. Med prvim in četrtim, sploh med drugim in četrtimi so bile razlike
mislim, da manjših razlik, jaz se ne spomnim, da bi bili manjše razlike. Ja, recimo naši so bili 10 točk in pol za zmagovalci Avstrijci, ja. Za drugim mestom pa točko in pol, ja. Manj. Točka in dve desniki za tretjim. Pa točka in 4 za tretjim. Tako je, ja. Zdaj, ko smo že pri tem, spet imamo malo grenek občutek, da bi lahko bili na stopničkah, pa so se nas spet izmuznile. Ja. Ne gre, ne gre, zdaj lahko spet razlagamo, če bi Prevc pristal, če ne bi padel, bi se borili za zmago. Če bi imel na mesto nog kolesa, bi bil kolo, brez smisla, da bi terati čega. Ni bi uspelo prestati in tudi Lanišek, če bi šel po metra dlje, bi bili na stopničkah. Ja, Lanišek je zdaj že na drugi ekipni tekmi zapored, mogoče popustil pod pritiskom, ali ti ne vidiš tako? Mogoče je popustil pod pritiskom, mogoče, ne vem. Majhne razlike se meni to všeč, da so, da so bili četrti, so bili blizu najboljšim. To je, mogoče se to obrne na olimpijskih igrah k nam opritne, te desetinke, te točke. Lahko pa mogoče tretji za 2 desetinki na svetovnem prvenstvu, pa na olimpijskih igrah. Ja, desetinke so nekako tako, enkrat upriti, enkrat drugim, edino Kobayashi pa vedno. Kobayashi pa vedno, tako je. Najboljšim se vedno desetinke upriti, tako da. Pa Avstrijcem in Nemcem. Ja, tako, če potem se šla Japoncem, ker imajo Kobayashija, 2 desetinki so bili pred naložani. Ja, ampak to je, moč pritisne sodnike, ko vidijo, ko govorijo v rumeni majici leteti, pa da po točke več oceno mogoče. Ja, ampak jaz mislim, da to še kar vedno prisotno, da se na ime sodi. Vsaj tiste pol točke, ki na koncu zna odločati, se na ime dobi pri sodnikih. Pa če dobiš pri vsakem pol, pa je že ena popolna. Definitivno bi, recimo, če bi imela Kobayashi in pa Lauro Kos, recimo, enaki skopiček, enako daljavo, enako vetrno uravnavo, izravnavo, bi v bistvu Kobayashi za kakšno točko pa pol premagal Laura Kosa, ravno zaradi sodniških ocen. Kar ni fair, ampak je pa res, da si pa moraš tudi tak status izgraditi oziroma izboriti. Drugače, sem sva spustila, zadnjo tekmo bi še s Hofnom. Malo so preskočila že na ekipno tekmo. In v bistvu prvo malo presenečenje za Daniel Huber, da je zmagal svojo prvo tekmo pred 29 letih. Nikoli ni prepozno, Nikoli ni prepozno, ponavadi je, a nismo ravno prejšnji teden sem imela, da Daniel Huber ponavadi v drugi seriji popustil. Ja, ko je vskakal v paru s Petrom Prevcem. Naj bi skakal v paru s Petrom Prevcem, ko bo tekmo odvedeno. Ampak očitno je zdržal pritisk in zmagal tekmo, da premagal nepremagljive Kobayashija. Ja, pred kratkim je Jan Herold prišel do prve zmage, zdaj še Daniel Huber. Blizu je tudi Filip Aschenwald. Tudi na včerajšnji tekmi. Ampak je potem malo popustil in bil peti. Tako da, ampak do to za njega še pride, verjetno tudi Huber in Herold sta rabila nekaj takih izkušenj. Pa tudi naš Lanišek je recimo dolgo iz takih situacij dobil zmago. Sebi potem drugi ali pa tretji, potem ko je pa zmagal prvič, je pa potem njegova forma malo padla. Kaj je spet. Treba to popraviti. Do olimpijskih iger treba popraviti. Pa misliš, da je ta težava nekonstantnosti, da je to stvar forme, stvar koncentracije, treninga, vsega pomaga? Vsega pomaga, pa tudi pomaga so zelo utrujeni skakalci do vsega, ker res, oni so praktično od Božiča že z doma in pomaga, to se pozna. To se pozna in pomaga tudi manjka še trening kakšne druge napravi, ne samo bišovsko. To se pozna in pomaga tudi rahel padec forme, mogoče si Lanišek želi preveč, mogoče tudi to zna igrati veliko vlogo, prevelika želja, da bi pač konstantno se vrčil med te najboljše. In če pogledamo, v bistvu praktično vsem našim padla forma. Tudi Lauro Kos, mislim, da se včeraj ni uvrstil v finalno serijo. Tudi danes na ekipni tekmi prvi skok ni bil ravno včeraj, drugi že dober. Dober, tako da mislim, da neka utrujenost. Mislim, se pa Petru Prevcu pa malo forma dvignala, oziroma
A si pa samo navaden na skakalnico. Danes je zelo rev skakal, no, vsaj podaljava gledano. Treba samo še pristanek, pa da skok malo boljši, pa bo na nivoju. Bo zdraven, no. Bo zdraven. Misliš, da bo na ekipni tekmi na olimpijskih igrah, misliš, da si bo naš trener Hrgota upal, recimo iz ekipe izločiti Petra Prevca, če si ne bo zaslužil mesta med štirimi? Vemo, da vse ekipne zmage Slovenije so s Petrom Prevcem. Ja, mislim, da če ne bo dosegel rezultatov, mislim, da se bo upal Hrgota izven ekipe. Ker cene se vrača, ne bi so imeli potem 5 dobrih za 4 mesta. Ne? Ja, no, bo neka selekcija. Mislim, da v bistvu ima po mojem Petr Prevc rahlo prednost pred Zajcem zaradi konstantnosti, po mojem. Mislim, da čeprav do olimpijskih iger je še kar nekaj časa in 5 jih lahko potuje in po mojem bo na podlagi treningom se Hrgota odločil, nekoga bo vrstil za ekipne tekme, ampak mislim, da če rezultati ne bo na nivoju, mislim, da smo manjih problemov imeti. Moj je tudi Peter sam rekel, da je njega, jaz sem slabo skakal, da je njega noter na mesmeno. Moj je tudi taka oseba, da ne bi zameril, da bi tudi samo stopil, če bi nekdo boljši. Ja, se videli smo, da je bil trener Hrgota kar kritičen po turneji, ne, v ceni. Ja, se je edino pravilno. Seveda, z izjemo Koza pač ne moremo biti zadovoljni, to je dejstvo. Ja, vidi se, da so sposobni veliko več, to se vidi, posamezni skoki skačajo pač blizu Kobayashi, Linvika, Grane Ruda. Manjka samo to, kot sem že prej rekel, konstantnost, da pač 2 dobra skoka nanizajo na tekme, kar je pa samo Lauro Kos uspevalo. Pa tudi krog povrite je zelo širok. Lahko ti narediš 2 dobra skoka, pa si 7, 8. Če nanizal mogoče 2 malo boljša skoka kot je. To je vse poznano. Ja. Zdaj videli smo, to smo prej tudi kot eno zanimivost, predno smo se vključili, si me spraševal za Avstrijca Fetnerja. Za Fetnerja, ja. Boš ti... Mislim, ko je že v bistvu drugič v karieri z eno smučko pridrsal, presmučal čez črtopaca. Prvič je do 2013 tudi na ekipni tekmi, ne? Ja, na svetovnem prvenstvu. Letos po kvalifikaciji piše Sofnu. Na tekmi pa tretjič pa ni uspelo, na tekmi je pa padel. Ja. Mislim, na 3. ali 4. tekmi. To je že... To tam do tekmi piše Sofnu, da večini ti ne dela. Bi še Sofnu? Ja, tako. Res ga je bilo dosti za zdaj. Ja, za celo leto. Ja, res. Ja. Zdaj se Karavana seli v Zakopane. Zakopane, tako ja. Kar je tudi, v Zakopanah bo ena posamična ekipna tekma. Ja, mislim, da Zakopane, tudi kar se tiče ekipnih tekem, so naši že blesteli. Ja, Zakopane so najbolj trofejnih, ne, za naše skakalce. Ja, zakaj pa ne bi še enkrat? Ja. Upamo, da je desetinke takrat na naši strani. Ja, čeprav rajši so še enkrat 4, za točko pa pol pa so pa na olimpijskih igrah 3., 2., 1. za točko pa pol. To je pa takoj za mene. Ja. Mislim, da ne rabi biti na stopničkah noben tekmi svetovnega pokala, če bo na olimpijskih igrah. Če bojo zlati, podpišem. To je se, štempirajo formo. Moče tu palec forme, kar tempirajo. Ja, v bistvu... Ja, kaj mogoče ena napoved tekem v Zakopanih. Favoriti so znani, ne, Kobayashi, Lidvik, Grane Ruda. Tudi Geiger, se bo verjetno sestavil Bihler. Naši smo rekli, skakalnica jim leži, ne? Ja, statistično gledano bi mogla, čeprav mislim, da Peter Prevc Polanišek nima najbolj leži, ostali pa ne vem, koliko so skakali na njega, ne? Prav za Laurota, Ceneta, Zajce, ne vem, če so oni kdaj bi zraven pri ekipnih zmagah ali po stopničkah v Zakopanah, ne? Za Prevca Polaniška vem, da sta že imela uspehe. So, dvojina. Sta. Ja. Tako, ja. Mislim, da bi znali se spet boriti za stopnička, čeprav pričakujem, da bojo Nemci bili veliko boljši. Ja, Nemci so bili danes res slabi. Nenavadno slabi, ja. Ja. Čeprav se pa tudi, mislim, da je zgodila posebnost. Zdaj, če se namotam,
Mislim, da so Kazahstanci prvič osvojili točke na ekipnih tekmah, čeprav je bilo samo 8 ekip. Zato, ker je bilo 8 ekip. Mislim, da so prvič. To je mogoče dolg za naslednjič, da preverimo, če so Kazahstanci še kdaj osvojili točke na ekipnih tekmah, razen danes bi še skopno. Mogoče so te Poljaki presenetili danes. To brez mene so tudi presenetili, sploh glede na to, da so bili brez Kamila Stoha, svojega kapetana, bomo rekli, če obstaja ta pojem v smučarskih skokih, svojega prvega zvezdnika pa sigurno. In v bistvu brez njega tudi niso imeli nobenega uspeha v zadnjih. Vsi uspehi, ki so bili z njim, tako hočem reči. Tako da so kar presenetili, sploh Vašek recimo. Zanimivo, kar konstantni so bili. Na koncu so bili pa kar precej za našimi. Totalni popustili pod pritiskom. Tako da, če bi rekli presenečene tekme Poljaki, razočarani pa Nemci. Tako. Avstrijci zasluženo na prvem. Zdaj Japonci, pa Norvežani, pa naši so pa troboj bili za drugo mesto. Avstrijci niso prepustili nič na ključju. Zanimivo. Zanimiva tekma. Kot prvič ekipna tekma bi še skofno. To je nekaj zanimivo. Samo pogrešam po navadi, so bili po novoletni turneji, so bili poleti. Zdaj pa je koledar drugačen. Več poletov bi rad videl. Zelo malo je to samo na 3 prizoriščih. Vikersund. Kaj so Vikersund, Kulm pa Planica? Po Kulm pa Planica, mislim, da. Vikersund je svetovno prvenstvo v poletih. Pravi, v bistvu, če vštejemo za to prvenstvo samo 2 prizorišči. Če ni celo samo eno, treba še preveriti. Ampak mislim, da so, se mora pred svetovnim prvenstvom bojo šli še, ali Oberstdorf pa Kulm, se mi zdi. Ne vem, če ne celo Oberstdorf, da letos ne bo Kulma. Ne vem, kaj je bilo 2 leti nazaj, kjero prizorišče, mislim, da menjavajo. Prizorišča menjavajo, Ne vem, res je v bistvu malo tekem, glede na to... V bistvu redne stavnice so sam Vikersund pa Planica, Pa glede na to, da podelijo mali kristalni globus, za disciplino poletov bi jih moralo biti več. Se v bistvu tudi mogoče to vpliva, da ene letalence na češkem Harakovu ni več, je zdaj podrtija, Pred 10 leti so pa recimo skakali še do srednja. In kaj se dogaja. Pogrešam res več poletov. Mislim, da vsi, ker so atraktivni, bistveno bolj. Bistveno atraktivni šport. Pa tudi Slovencem bolj ležijo. Mogoče pa zato jih je tako malo. Teorija zarote. Tako je, teorija zarote. Nemci, Norvežani. Avstrijci so se zarotili proti nam, tako kot pri Slatnarjevem Okovju. Si malo spremljal to dogajanje? Spremljal sem dogajanje, so velike te zakulisnih igrcev. Kar sem bral, so Nemci se ogrozili Slatnar, da se bojo pretožili FIS-u, da pač takšno koga ne smejo imeti, in je Slatnar dosti hitro odreagiral in rekel Nemcem, da lahko tam pove, če se Nemci smejo imeti, in potem so tudi tihali tudi Nemce z nekaj časa. Potem vse tiho je bilo. Ampak je pa zanimivo, da so se te pritožbe začele pač pojavljati po zmagi Leniška. Prej, ko je bil drugi, 7, ni bilo nič o tem v Okovju. In zdaj, ko spet več ni prvi, se je tudi potihnilo. Čeprav bi mogli odstraniti Okovje, do 9. januarja mogli odstraniti. Prav mislim, da sodeč po skokih naših, mislim, da so Lanišek pa Kot, da so skakali na tem Okovju, mislim, da sodeč po skokih se kazala, da sta že zamenjala nazaj na staro Okovje, da se prevata, po mojem, to je samo moja teorija. Pa misliš, da take podrobnosti, malenkosti lahko vplivajo na skoke v veliki meri, kot je recimo Okovje? Mogoče, če se spomniš recimo 10 let nazaj, je tudi tam imel neko posebno okolje na olimpijskih igrah in je 2 medalje dobil. So tam tudi Avstrijci, pa Norvežani, pa Nemci svet izili, kakšno okolje pa ima. Mislim, da nekaj zatičke v zadnje več, ko se reče strokovno, ampak tam je neko novost takrat upelo. Mislim, da bi znalo kje vplivati. Sicer ne spet to, da bi Kazahstanci začeli zmagovati serijsko, to spet ne, ampak za nekoga, ko je v redu pripravljen, ko je konkurenčen, mislim, da pa že zna predvsej pomagati, pa z boljše rezultate. Mislim, da smo zdaj že nekako pri koncu, sva predelala, kar je bilo za ta teden.
Se pravi, ja, zdaj prihajajo Zakopane, smo rekli, bližajo se olimpijske igre, tako da... Ja, po vrhuncu se bližajo drug vrhunec. Ja, tako, zdaj sledijo vrhunci, vrhunec za vrhuncem. Edino to sem te še hotel prej vprašati, so tebi osebno bolj zanimive ekipne ali posamične tekme? Spet težko vprašanje, v bistvu. Bolj so mi zanimive ekipne tekme, ker si gleda skupaj v bistvu 8 skokov 4 posameznikov. In pa se da skupno sešteva, ki ne mogoče znaviti kakšno presenečenje. Ampak mogoče ekipne se pa, ne vem, lepše se mi zagledati, ker se tam vidi, recimo, če pogledaš recimo pred leti Amana, ko je zmagoval, ne, pa z ekipo ni mogel narediti nič, kaj bi linija, ne. Če imaš pa neko ekipo, imaš 4 take konstantne, recimo Avstrijci, trenutno nima noben ne odstopa pretirano, ne, ampak so pa konstantni, kot sem že rekel, in pač zmagal, ne. Da v bistvu oboje imeli pogled, čeprav ekipne tekme so malo nekaj tak, mogoče malo bolj zanimivi za gledati. Ja, nek dodatni draž malo. Ja. Meni so recimo najbolj zanimive, če bi moral narediti neko lestvico, najbolj zanimive so mi tekme novoletne turneje v parih, ja, potem ekipna tekma, potem pa posamična tekma. Čeprav meni je tudi zanimivo mešana ekipna tekma, ne? Zanimiv koncept, ja. Zanimiv koncept, ja. Mogoče več bo kakšna tekma svetovnega pokala letos staršna, ali samo na olimpijskih igrah? Mislim, da bo v Oslo, da bo mešana ekipna tekma. Zdaj pa ne vem, če bo tudi ta štela za Royal turneja, ne? Tu pa lahko veliko pričakujemo Slovenci, ne? Ja, saj na mešani ekipni tekmi. Na mešani tekmi, ja. Tu bojo fanti skromnejši del ekipe. Ja, odvisno v kakšni formi bodo prišli tja. Znam bi, če zanimivo. Ja, tudi deklet niso že skakali zelo dolgo, ne? Ja, dekleta zdaj v silvestrske turneje niso skakala, ne? Tako da je ženski tekem toga nimamo za komentirati. Škoda, več tekem bi moralo biti pri dekletih. Tudi. Tako da upajmo, da bo šlo tako naprej, da bo spet čim več poletov, čim več ženskih tekem, tudi kakšna ekipna več, ne? Ja, mogoče kakšna mešana v poletih, nekoč v prihodnosti. Ja, tako, v Planici, to je bilo pa res super. Premijerna prva tekma mešana v poletih, če bo gleda vodje svetovnega pokala FIS. Ja, tako. Če slučajno Sandro Pertile gleda na skok, jaz se pozivava javno. Pa če razume slovensko. Tako, javno pozivava. Mešana ekipna tekma v poletih. Tako, ženske čim prej na letalnice. Tako. Tako da ja. Ja, v redu, zdaj smo pa res pri koncu. Tako da hvala tudi ta teden, tako da ste naju ponovno spremljali. Naslednji teden se znova oglasiva iz Zakopan, iz Zakopan ne, se pa bova oglasila tukaj iz podjetniškega inkubatorja. Tako, moramo se zahvaliti zdaj po koncu podjetniškemu inkubatorju Kočevje, ki nam je omogočilo prostore. Tudi upremo, ja, tako. Skratka, zelo nesebično in so nam priskočili na pomoč, tako da se še enkrat zahvaljujeva. Tako, vas pa lepo pozdravljava in vas vabimo prihodnji teden, da si ponovno ogledate naslednji skok. Tako, že 4. Tako da, ja. Do 10. gremo. Tako, do 12. Do 20. Do 50. Do 100. Ne bo se omejevala. Skok do neskončnosti. Tako. Se kot skakalcem tudi nama, samo ne bo meja. Tako da, nič. Bodite zdravi in spremljajte skoke še naprej. Hvala, naslednje.